Spoštovana nagrajenka, spoštovane nominiranke, gospe in gospodje. V veliko čast mi je, da kot predsednik republike lahko to slovesno prireditev gostim tukaj v veliki oziroma kristalni dvorani predsedniške palače. Čestitke nagrajenki in občudovanje vsem nominirankam. V uvodu je gospod Longika, naš voditelj, spomnil na čudovito misel Bernarda Shawa, češ, da ljudje svet opazujejo in se sprašujejo, zakaj. On pa razmišlja o tistem, česar ni videti in se vprašuje, zakaj ne. To misel je, kot je povedal gospod Longika, izrekel ameriški senator Robert Kennedy v predsedniški kampanji leta 1968, ko je govoril o odpravi rasnih razlik, se zavzemal za umik ameriških vojakov iz Vietnama in za mir v svetu. Mnogi so mu očitali, da riše svet, ki ga ni. Na te očitke se je odzval tako, da je citiral to čudovito, navdihujočo misel Bernarda Shawa. Vendar pa, čeprav ta misel čudovita kot je, ni najbolj navdihujoča med tistimi, ki jih imam zase in ki jih največkrat navajam v svojih govorih. Zanimivo je, da ta misel niti ne pripada neki politični zvezdi, ampak tehnološki zvezdi, če ji tako lahko rečemo, to je Steve Jobsu. Ko so v njegovem podjetju Apple predstavili Macintosh, je leta 1984 na vprašanje, kako je to sploh mogoče, odvrnil slavnimi besedami, to smo naredili zato, ker nismo vedeli, da je to nemogoče. Svet se je znašel pred neko veliko globalno situacijo, pred problemom, ki zadeva vse človeštvo, in to je pred podnebnimi spremembami. Prvič, že dolgo časa, razen vojn, ni bilo takega globalnega izziva, uštevši sedanjo pandemijo. Drugič, nikoli v tako kratkem času človeštvo ni spoznalo, da je treba v tako kratkem času ta problem nasloviti in rešiti, če želimo našim otrokom in vnukom zagotoviti življenje, v katerem bodo lahko pokazali vse svoje talente. Če pomislimo na obe čudoviti misli, ki sta bili danes tukaj navedeni, potem lahko razumemo, da bo naslednje desetletje, 2, 3, v znamenju silovitih, potrebnih družbenih sprememb in tehnoloških sprememb. Jaz sem med tistimi, ki morda mestoma slepo verjamemo, da tako rekoč skoraj človek ne more ustvariti problemov, ki jih tudi ne bi znal rešiti. In tukaj vidim vlogo tehnološkega napredka kot tistega, ki nam bo pomagal rešiti nekatere probleme, za katere danes niti še ne vemo. Med njimi tudi tega osrednjega, ki pripada prvi polovici 21. stoletja, to je podnebnim spremembam. Inženirji so tukaj, kolikor razumem svet, nek most med cilji in njihovo dosego, zelo pomemben del. In tukaj si osebno ne postavljam vprašanja, ali so to inženirji ali so to inženirke. Vem samo, da vas svet krvavo potrebuje vaše talente, vašo pripravljenost, da stopite iz cone udobja, vaše znanje, da rešite probleme, o katerih mi ne moremo niti razmišljati. In na koncu ne rečem, da ko z učenci v osnovnih in srednjih šolah, mestoma tudi z študenti, govorimo o njihovi prihodnosti in me vprašajo za kakšen nasvet, čeprav ga ne potrebujejo, rečem, da ne sledijo svoje radovednosti in svojemu srcu, da bodo odkrili talente in potem s strastjo opravljali stvar, v kateri uživajo. Mi tukaj se nikoli ne sprašujemo, ali so to dekleta ali so to fantje. Mislim, da svet pripada vsem, tudi problemi zadevajo vse, talenti pa niso porazdeljeni po spolih. Tako da tudi v Sloveniji, s to mislijo zaključujem, tudi v Sloveniji lahko opažam nekaj, kar morda zdaj ni videti na prvi pogled,
vendar se skriva pod eno, kako bi rekel, naveličanostjo, vznemirjenostjo, utrujenostjo zaradi epidemije covida, pri nas in tudi sicer, ampak zlasti pri nas. In to je nek silovit zagon pod tem, ki ga ni videti, zagon malih podjetij, srednjih, tudi seveda velikih, ampak tistih, ki jih morda še ni opaziti, mladih ljudi, ki prihajajo tudi iz sveta sem, mnogi mladi, ki so prišli, zdaj ostajajo, nekateri grejo ven samo zato, da dobijo sveža znanja, se vračajo. Govorim ne samo o seveda poslovnežih, govorim o inženirjih, inženirkah, govorim o start-upih, govorim o vsem tistem, kar bo Slovenijo zelo predrugačilo, pa se zdaj še ne vidi. In v meni, kot predsedniku republike, ki ima mogoče zaradi svojih dolžnosti to možnost bolj videti od ostalih, vliva neskončno upanje, da se odpira vrat nekih priložnosti, ki jih absolutno ne smemo zamuditi. Gospa nagrajenka, nominiranke, vam pripada ta priložnost, to poglavje prihodnosti. Ne razočarajte nas, od vas pričakujemo vse. Mislim, da je ta prihodnost lahko čudovita, če jo bomo le znali uporabiti za plemenite namene. Vsekakor se zanašamo na vaše znanje, radovednost in na to, da niste konvencionalne. Čestitke in kar tako naprej. Iz srca hvala organizatorjem in vsem sodelujočim za to imenitno priznanje in da ste v meni prepoznali potencial, da sem lahko zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. V veliko čast si štejem, da sem del tega projekta, da sem imela priložnost spoznati čudovito ekipo ljudi, ki stoji za tem projektom, 9 izjemnih inženirk. Poudarila bi, da smo vse nominiranke zmagovalke in da vsaka prispeva enakovreden delček k inženirstvu in pomaga soustvarjati rešitve prihodnosti. Vloga žensk se v inženirstvu zagotovo povečuje, je pa delež žensk napram moškim še vedno nizek. Zato se mi zdi ključno, da se usmerja mlada dekleta v naravoslovno-tehnične poklice in da se izkoristi ves človeški potencial. Ideja projekta se mi zdi fenomenalna in mislim, da bo veliko pripomogla k temu. Sama se bom pa še naprej trudila spodbujati, ozaveščati in navduševati mlada dekleta in fante nad inženirstvom in naravoslovjem. Rada bi se zahvalila podjetju Kolektor Group, ki mi je predlagalo, saj je to tudi priznanje za moje dosedanje delo in velika motivacija in spodbuda za naprej. In ne nazadnje bi se rada zahvalila tudi svojim staršem, sestri, partnerju in sinu za potrpežljivost, neskončno podporo in spodbudo, brez njih mi ne bi uspelo. Hvala.